Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in gospa Tanja Pečar. Počaščena, Stanje, tudi Luki je danes z mano, da ste tukaj. Pa bo odgovoril na kakšno vprašanje? Ima kdo kakšno vprašanje? Ki ga je vedno imel iz Brazilije. Si rojen v Braziliji? A lahko tukaj, pogledajte, tukaj imamo fanta, ki je rojen v Braziliji. Še eno punčko, ki je zelo sramežljiva. In tu je tudi... Spoštovani obiskovalci, dobrodošli v veliki dvorani predsedniške palače ob dnevu odprtih vrat, ki ga na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob državnih praznikih pripravlja Urad predsednika Republike Slovenije. Dnevi odprtih vrat so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije. Od tedaj je predsedniško palačo obiskalo več kot 20.000 obiskovalcev, vseh starosti, tudi iz tujine. Prisrčno pozdravljeni vsi, ki ste nas danes obiskali. Kasneje si boste najlepše prostore lahko tudi ogledali. K osrednjem nagovoru ob državnem prazniku vljudno vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovane gospe in gospodje, sprejmite, prosim, vsi tukaj v veliki oziroma kristalni dvorani predsedniške palače in vsi v naši čudoviti, lepi, ljubi domovini, vsi Slovenci in Slovenke izven nje v zamejstvu in povsod po svetu, vse državljanke in državljani, moje iskrene čestitke ob današnjem prazniku 1. maju. Danes praznujemo tudi 15. obletnico vstopa naše domovine v Evropsko unijo in o obeh zadevah, o 1. maju kot prazniku dela in 1. maju kot obletnici našega vstopa v Evropsko unijo bi želel kratko reči, 2 besedi. Najprej o 1. maju. Izražam veliko hvaležnost vsem, ki svojim delom, svojim poštenim, trdim, zvestim delom pomagajo ustvarjati to domovino boljšo za vse ljudi. Če hoče biti boljša za vse ljudi, potem se moramo truditi, da je Slovenija tudi socialna država, pa ne v smislu tega, da država daje tistim, ki si ne morejo sami ustvarjati pogojev za življenje, ampak da ustvarja pogoje za to, da vsak, kolikor je le mogoče svojim delom in talentom, ustvarja zase in za svoje družine. Videli bomo, zlasti z dolgoročne perspektive, da je za naš obstoj v tem 21. stoletju verjetno bistvenega pomena, da bomo ohranili in okrepili naš razvoj samo tako, če bodo razlike, socialne razlike med ljudmi vzdržne. Razlike tudi socialne, tudi v bogatstvu, bodo verjetno med ljudmi vedno. Nekatere so tudi popolnoma legitimne. Ampak zdi se, tako kot gledamo v prihodnost tega 21. stoletja, razvitega kapitalizma, globaliziranega, da bodo pravzaprav bolj uspele tiste družbe, ki bodo bolj obvladovale te socialne razlike med ljudmi. Če bi se te razrasle preko naših pričakovanj, če bi mi razumeli te razlike za nepravične, bodo ti dvomi in nezaupanje v sistem tako veliki, da bi ga lahko ogrozili. Zato je se mi zdi v najbolj naravnem interesu države in domovine, da skuša obvladovati te razlike tako, da jih bomo ljudje razumeli kot legitimne, kot vzdržne in da bomo upali, da bodo naši državljančki, naši malčki, dekleta in fantje, ko bodo končali šolanje in da bodo imeli šolanje vsi pod enakimi pogoji, lahko razvili njihove talente in ustvarili njihove družine, tako kot bodo, bom rekel, pridni, kot bodo lahko razvili svoje, sem rekel, talente
in da bo šla ta zgodba uspešno naprej. V tem smislu se mi zdi, da je eno sporočilo tega 1. maja, tukaj na začetku 21. stoletja, da delo ostaja temeljna vrednota, da je tudi delo temeljno merilo našega položaja v družbi in da razlike med nami, izhajajoče iz dela, tudi v dohodkih, ne smejo biti prevelike, če hočemo obdržati to družbo povezano, tudi socialno povezano. To se mi zdi zelo pomembno sporočilo. Drugo, danes, pred 15 leti, smo postali člani Evropske unije, Slovenci. Jaz bi rad, da čutimo to vznesenost, ki je absolutno legitimna. Poglejte, Slovenci smo skoraj 30 let nazaj postali država, manj kot 30 let nazaj. Samostojna država. In samo dobrih ducat let kasneje je ta narod, ki je postal z državo nacija, postal enakovreden član polmilijardne skupnosti Evropski uniji. To je kolosalen zgodovinski dosežek. Tisti, ki smo imeli to srečo, in tukaj vidim nekaj takih obrazov pripadnosti te generacije, da smo doživeli in vznik samostojne slovenske države in odločitev, da postane po naši volji članica Evropske unije, te čudovite evropske družine narodov in držav, smo pravzaprav srečni, da smo lahko to doživeli. Poglejte, slovenski jezik je danes pred 15 leti postal uradni jezik skupnosti, ki združuje skoraj pol milijarde ljudi. Jaz se spomnim, če smem biti malo oseben, jaz sem bil takrat predsednik parlamenta, bilo mi je dano, da sem odpotoval tisti dan, oziroma malo prej, v Strasbourg pred palačo Evropskega parlamenta, kjer so prvič razobesili slovensko zastavo in kjer se je prvič v mikrofone poslancev preselil slovenski jezik. To so bili neverjetni, nepopisni dogodki, se mi zdi, zame in za vse ljudi, ki so sanjali, ne samo, da bomo Slovenci svobodni, ampak tudi, da bomo šteti kot suveren narod, kar danes smo. In zaključil bi z enim apelom. Mislim, da nam je Evropa, Slovencem, ne da bi jo zdaj častil prekomerno, ker ima svoje šibkosti in težave in jih bo treba reševati. Ampak Evropa je nam veliko dala. Nenazadnje se tudi nismo osamosvojili zato, da bi bili izolirani, ampak zato, da bi bili povezani z drugimi narodi in državami v Evropski uniji. Ampak ta skupnost nam ni dala samo miru in varnosti. Nam je dala tudi socialni in materialni razvoj. Nam tudi omogoča našo duhovno samostojnost. Ta skupni evropski prostor nas nič ne ogroža v naši slovenski identiteti. Nasprotno, daje nam materialne in druge pogoje, da jo skrbno negujemo. In zdaj se mi zdi, da je ta Evropa, s tem končujem, s tem apelom, gospe in gospode, se je znašla v enem zastoju, v eni krizi. Po 75 letih, ko je dajala temu kontinentu mir in varnost, se je znašla v enem zastoju, kjer nekateri vidijo v njenem morda celo razpadu priložnost za to, da njihove nacionalne države dobijo znova neko moč, ki so jo počasi z Evropsko unijo izgubljale. Ta Evropa zdaj potrebuje naš glas. V vseh teh 30 letih, kolikor sem v politiki, celo niti kot skoraj predsednik stranke, nisem ljudi pozival na volitve. Zdelo se mi je, da ljudje, odrasli ljudje, tisti, ki imajo volilno pravico, že vejo, ali bodo šli na volitve ali ne, ali čutijo to potrebo, da grejo na volitve ali ne, in volijo za tistega, ki mu zaupajo. Ampak tokrat, kot prepričan Evropejc, kot nekdo, ki misli, da je za naš narod, za našo narodovo usodo ta Evropa pomembna, za našo prihodnost, mirno, varno, razvito, bi pa vam rekel, 26. maja, pejte na volitve, glasujte tako, kot mislite, za tiste, ki jim zaupate, ampak pojdite na volitve in dejte Evropi glas. Evropa potrebuje zdaj naš glas, potrebuje to, da bi Evropejci sami sebe slišali, da razumemo pomen tega skupnega evropskega doma za naš mir, varnost in za tudi socialno in drugo prihodnost. To je zdaj tako zelo pomembno. Ta demokratična legitimacija, ki nekateri suverenisti in nacionalisti jemljajo moč, potrebuje zdaj našo podporo, potrebuje naš glas. To je zdaj tako zelo pomembno. Vi pa boste presodili tako kot seveda zrele državljanke in državljani, kako s tem
naprej. Jaz bi se rad zahvalil, da ste danes, nismo pričakovali, da vas bo toliko, običajno za 1. maj ni toliko obiskovalcev, zlasti če je tako lep dan, kot je danes. Smo zelo veseli, Stanjo so zelo vesela, da vas lahko potem kasneje gostiva v moji pisarni. Otroci bodo kot običajno po koncu sprehoda skozi predsedniško palačo dobili sladoled. Tukaj sem zdaj naletel na prve znake navdušenja v tem 10-minutnem govoru. A lahko nagradimo naše državljančke z enim aplavzom, ko so prišli? Sijajni ste. No vidite, vsak v tej domovini mora imeti nekaj. Niso bili tako zelo srečni, ko sem govoril, niti o enakih plačah, niti toliko o Evropski uniji, ampak ko sem omenil sladoled, to je pa naletelo na veliko pozornost. Sijajno, sijajno. Dobro, tukaj se bomo zdaj razvrstili po koncu tega kratkega programčka in se potem sprehodili skozi prostore predsedniške palače. Stanjo vas bova počakala v mojih prostorih in bova odgovorila na kakšno vprašanje, ki se vam bo porodilo. Otroci, tam se boste lahko slikali, tudi na mojem sedežu, bo kakšen postal za kakšen trenutek podpredsednik in tako naprej. Ker uživajte, tudi ribica vas čaka tam, vsi smo, samo zaradi vas, smo presrečni, da ste danes z nami tukaj, to je nazadnje naš skupen dom. Zdaj bomo poslušali policijski kvartet, še mislim, da imate 1 ali 2 pesmici, ja? In potem se bomo sprehodili. Uživajte ta dan, uživajte ta 2 dni, zelo smo vam hvaležni, smo počaščeni, da ste danes z nami. Hvala, ker ste prišli, naj živi danes 1. maj, praznik, pa tudi spomin na vstop v Evropsko unijo. Imejmo se lepo, bodimo povezani in potem bojo mogoče ti malčki dejansko imeli od prihodnosti to, kar jim želimo. Prav? Hvala.